kratko, včeraj je bila narejena ta prva identifikacija, ki so naredili že Saša Turnšek in ekipa z Maribora. Na srečo smo ugotovili, da gre za mehanske vžigalnike. Na podlagi tega smo tudi sprejeli že nekakšne ukrepe. Danes je bila narejena že natančna identifikacija, tako da zdaj lahko bomo rekel, da še malo bolj lažje dihamo, vendar kadar bo vse končano, bomo rekli, tu je konc. Plan je tak, dezaktivacija te bombe bo potekala 7. aprila, to je nedelja, po znaku sirene za nevarnost, ki ob 10. uri bomo začeli s postopki dezaktivacije. Če bo vse šle po sreči, bi okoli 11. ure morali to zadevo zaključiti. Se pravi, bomo poskušali odstraniti ta dva mehanska vžigalnika. Bomba ima dva vžigalnika, sprednjega in zadnjega. V nasprotnem primeru nas čaka naslednja faza, izkop jame 8 metrov globoko in to bombo tam tudi deaktivirati, približno tako, kot smo naredili zdaj tudi v Novi Gorici. Jaz upam in glede na vse, ko kaže, da bo ta prva faza uspela. Tukaj imate pač jih malo zgodovine od Maribora, koliko je bilo napadov, koliko je bilo bomb odvrženih. Nekje Tezno je na spodnjem delu, se pravi, ta del je bil kar precej bombardiran. Mesto najdbe letalske bombe, tip letalske bombe je GP, se pravi, to v angleščini pomeni General Precision ali pa Propulsion za vse splošno uporabo. Tukaj na desni sliki se tudi vidi krater zidar sistema. Vemo, da gre za 500 librov oziroma 250 kg, polnjena nekje z okrog 123 kg eksploziva. Bomba je bila odvržena nekje z višine take, da je delno armirana. To je za nas kot pripadnike dobro, pomeni, da vžigalnika nista popolno armirana. To je kar dober podatek. Imamo pač to nesrečo, da je bilo mesto v drugi svetovni vojni zaradi vojaške industrije tako bombardirano, pravzaprav najbolj bombardirano mesto v Sloveniji. Kolateralna škoda, tudi takrat mrtvi Mariborčani, danes pa še vedno imamo posledice tega, žal pa ne več tiste velike industrije, ki je bila tukaj, ampak zato pa znamo kaj drugega. Teda hvala vsem še enkrat in želim vse dobro pri rešitvi tega problema. Na območju tega pasu biva nekje 50 oseb, ki jih bo potrebno umakniti, pa potem v tistem pasu 400-600 tudi omejiti gibanje. Predvsem pa bo potem potrebno v prihodnjih dneh zagotoviti tudi obveščanje pravnih subjektov. Po trenutnih zbranih informacijah že aktivnosti, ki smo jih peljali, je to nekje 60-70 pravnih poslovnih subjektov, ki bodo v prihodnjih dneh obveščeni glede pač ukrepov, ki jih morajo v svojih inštitucijah zavzeti. Pa spremljamo tudi, opazujemo oziroma identificiramo morda kritično infrastrukturo, na katero bi lahko imela pač sama intervencija nek vpliv. Tako kot v preteklih uspešno izvedenih umikih, evakuacijah na območju mestne občine Maribor bo tudi to ključno nalogo prevzela javna gasilska služba mestne občine Maribor. Neke izkušnje z evakuacijami pri podobnih dogodkih v Mariboru seveda že imamo. Zdaj, če nam je uspelo tisto nedeljo v Melju evakuirati 20 000 ljudi, verjamem, da jih bomo zdaj tudi 50. Naj povem, vse skupaj delamo z policijo, tako da predvsem želim to povedati tistim, ki se bodo umaknili iz svojih domov, da ne rabijo skrbeti za svoje premoženje, da bodo se varno lahko vrnili nazaj, seveda pa da bodo prišli nazaj tudi v domove, ki so v enakem stanju, kot so jih zapustili. Povedano je že bilo, da bodo tekom tega tedna seveda vsi obveščeni, tako prebivalci, občani, kakor tudi vse firme, vsi pravni subjekti, da naj takrat tisto nedeljo bodo pozorni oziroma, kolikor je mogoče, že prej sami zapustijo svoje domove, odnesejo tisto najbolj nujno, kar potrebujejo za tisto dopoldne, bom rekel, s sabo. Seveda za vse ostalo, tisti, ki to ne bodo mogli storiti sami, bomo poskrbeli mi.